Dobro jutro v Šanliurfi. Še precej noč je, že prva jutranja molitev. Zajtrk, nočni zajtrk na Kraljevskem dvorišču. Vse v stilu. Dobro jutro. Ptički pojejo. Mestje Šanliurfe se prebuja iz noči v dan. Mi pa že popotujemo nazaj na vzhod. Vmes si bomo ogledali zanimive zadeve in potem na letališču poleteli domov proti Carigradu in potem v Ljubljano. 7. dan. Evo. Agencija Oskar nas pelje v Nove Zarje. Gremo v Mardin, staro mesto, ki je najbolj cvetelo v času 11. do 13. stoletja. Leži gori na vzpetini in obvladuje iz vrha zgornji del Mezopotamije. Srednji vek noter. In oni so se odločili takrat, to pa je ena po mojem boljših odločitev, ko so bili na tem, ali začnejo modernizirati to mesto, so se oni odločili, Turki, ne, sodobno mesto postavimo od zadaj za hrib. In tako so moderni Mardin z visokimi zgradbami, z nebotičniki, z vso infrastrukturo, ki je korektna za življenje, postavili izven. Se pravi, oni sploh niso zidali nič novega in zato je Mardin ostal nedotaknjen. Večinoma mest, ki so bile na ravnini, seveda so potem začeli stare zgradbe. Ljudje prihajali čez dan se učiti. Medrese so bile verske šole. Lahko rečemo študentski dom, kjer so ljudje bivali, študentje bivali in pa tudi profesori. V medresah je šlo zelo zanimivo, da medresa je imela zakon, oziroma če se je le dalo, to je bil princip, da so se lahko poučevali. Prijazni psi nas ovohavajo, igrajo se med sabo. Zdaj pa gremo, evo, tle je cel živžav. A viš, to je lepo, ta trikotnik na roke. Breda, uživaš? Smo visoko nad mezopotamsko ravnico. Mesto Mardin obvladuje ta del. Bilo je glavno mesto tega področja, v največji razcvet 11-13. stoletje. Ima svojo univerzo, zdaj smo šli pa mimo njihove ponudbe domačih izdelkov. Ena grupa, druga arabska dela gasilski posnetek. Stan, ki je osvojil Anatolijo, je potem razdelil celotno svoje kraljestvo na več provinc. In Erzurum area, it was Saltukids. In v Erzurumu so bili Saltukidi. And then in Sivas area, Danishmend. V Sivasu Danishmendidi. And Erzincan, it was Mengücek kingdom or entity. In potem so bili Mengücek v Erzinčanu. In the middle, it was Anatolian Seljukids themselves. Ja, v sredini so bili around Konya. And on the south, it was Artukids. In na jugu so bili Artukidi, torej eno teh plemeni Seljukids. Ja? Artukids were established in the early 12th century AD. Tako, konec 11. začetku 12. stoletja so se ustalili tukaj. In the end, they ended up having 3 branches. One was Mardin, one was Harput, and one was Hasankeyf. In potem so se ustalili v 3 krajih, Mardin, to je tukaj, Harput,
tam na vzhodu in Hasankeyf, ki ga bomo videli danes na poti nazaj. Dvorišče medrese, nekdanjega učiteljišča. Edina železa so bila na teh oknih, je rekel. Notranje dvorišče, imelo bazen. Na drugem delu so bile pa učilnice. Lej, navznoter obraz, pedi z roko, z roko pedi, da se vidi, da je navznoter, še noter. Buf! In kako se Mesto polno ulic, in to ozkih, kamnitih. Zgoraj ulice so mogli pustiti prosto, zato so tele nadgradnje povlečene ven, da so razširili zgornja nadstropja. Najstarejša v Mardinu. This mosque construction probably originally finished by 1876. 1167 naj bi bila, ne, 76 naj bi bila končana. Which was built as the cathedral of the Artukid kingdom at the time within Mardin. Tokrat je bila to kot ena katedrala, glavna mošeja Artukidskega kraljestva. It had a lot of renaissance street designs or very nice restorations such as Je največja znamenitost te mošeje. had a nickname, Trustworthy. Ja, in Mohamed je imel svoj nadimek zaupanja vreden. Everybody relied on him. They left him with their money and belongings, and they would always return it. Pobril, ne, da postoji brado in ljudje so potem pobrali njegovo brado in so imeli za srečo. There are now in the world many places where we can find similar ideas that might have come from Muhammad himself. In danes imamo na svetu veliko takih. Posebna oblika minareta. In letimo naprej. Gor na vrh je tudi bila Citadela enkrat. Pojete, stari Mavrak. Tle smo ga kar prehodili. In tle je enak krasen minaret nad tem, na to mošejo. Zdaj bom šel po njemu gor. In to še ni vse. Iz te terase je veličasten razgled na vso Mezopotamijo, ki smo jo prevrteli. Lej dol Sirija, Irak, Iran. Zibelka civilizacija je bila v teh krajih. Citadela je še gor nad starim mestom. Staro mesto je pa kompleten muzej. To je zgornja glavna ulica. Žandarji se vozijo, policija, ali kaj gre tam. Je šola za gospodinje tle gor v tej hiši.
Breda se pa sence. Boste pa vi meni lahko povedali, kje je kakšna rekla ja ali pa ne, na katerem balkončku, kjer iz sobi se je dogajalo to in ono, kaj se je dogajalo in zakaj se ni dogajalo Prizorišče tisto, kar bi snemanja bilo boljše, da bi se dogajalo, turških telenovel. pa se ni dogajalo, ker je To je v nekaj tem drugega kraju, bilo boljše, da bi se Midjat. dogajalo. Kakorkoli. Skratka, Gremo stari Midjat. Gremo k eni hiši, ki so snemali nadaljevanke. Sam predel lepih hiš, tukaj so snemane telenovele, mi si gremo to nekaj pogledati. Tukaj živi precej krščanov, oni se pa navzven hvalijo in imajo razkošne lepe hiše. Se hodijo pomembne iz te serije, ki še ljubezen izražal. Ja. Kristus imel enojno naravo, se pravi božansko, in da deluje skozi človeka, ne, se pravi v tem smislu, da je prišel in seveda, ker so bili preganjani, ker niso bili pod pokroviteljstvom vladajoče, se pravi Bizantincev, so se zatekli tle gor v te hribe. In tukaj so živeli praktično 2000 let v svojih tle odmaknjeni nekje v takem slepem črevu Tigrisa, ker tukaj Tigris dela na tak ovinek. Planota se imenuje Tur Abdin in je ena najbolj odmaknjenih planot, ker tukaj, če predstavljate, da je Tigris in tle v celotnem območju ni bilo nobenega mostu. Se pravi, ni bilo nobenega prehoda in tukaj bo slepo črevo. Eden prvih, čisto originalni so še. So pa bili skozi zgodovino, ker so bili samostojni, praktično preganjani, niso imeli nobenega velikega brata. In zadnjič so bili preganjani tudi v 70-ih letih strani sedanje moderne Turčije. Obsodili so jih, da so levičarji, takrat je bilo pogrom proti levičarjem. Veliko ljudi je moglo v tujino, je pobegnilo, nekaj so jih razlastili, ni bilo njih prijazno tukaj. Skratka, ja, skozi celo zgodovino so bili na nek način preganjani oziroma izzivani. Kraška krajina in tu na ovinku Evfrata praktično nedoseljivo. Tukaj jih ni noben motil, se je naselila ta verska ločina in postavila svoj samostan, katerega si bomo malo ogledali. Sestanek pod Murvo, lepo. Intervju. Krasno. Ja, in kaj boš Krasno, še nikoli nisem videla. Boš naredila eno fotko? Samo stan, ki ne veš. 1624 let je staro to.
najstarijih krščanskih mozaika, čez 1600 let staro. Samo še na Aji Sofiji se nekaj najde podobnega. Lepo se je sprehajati po tem starem samostanu. Kako so obokali ta strop s temi cigli, mi tudi ni jasno. Ni mi jasno, kako so obokali. Prehod iz stare kuhinje, prej smo še jedilnico videli. Vidimo, kam bomo prišli. Neki bolj bogoslužni del. Šestega stoletja. Imenuje se po Sveti Mariji. Danes imajo tukaj, zato ker tista cerkev, ki so bili prvi noter, ki je odprta, se je restaurirala in so jo obnavljali. Tako da bojo tam naredili, pa potem spet tam nadaljevali. To je bil Oče naš v aramejščini, predhodnik, edino oni ga še govorijo in je predhodnik arabskega jezika. Tudi pisava je posebna, ima 27 črk in oni so ortodoksni, ki se... To je Biblija v aramejskem jeziku, predhodnici arabskega. Grob svetega Gabriela in grobnica, v kateri že od leta 426 pokopujejo tukaj te ljudi. V vsaki taki niši jih je po 800 pokopanih. Že 30 let ni po teh krajih nobeden umrl, zato sta one dve grobnici gor prej. Grobnica svetega Samuela, po katerih se tudi ta samostan imenuje, in tu so tudi te niše s kostmi pokojnih. Gremo Hasan Kejf, na pol potopljeno meso. Zajezili so Efrat na meji z Irakom in potopili to mesto. Ena od posledic je tudi, da je ta jez, oziroma to jezero pokopalo Hasan Kejf, ta nižji del. Višji del je ostal, danes je jezero, vidite, boste videli, ta višji del je bilo vse prazno in vse so mogli preseliti. Vse vasi, vsa mesta, vse je bilo obtekli so valjda ob reki, ni bilo na višini, ne. Ja, tako da so zelo, s tem jezom so zelo... Novi Hasan Kejf. Spodaj pod njim je pa replika mosta, star je potopljen. Kar divji
zdaj spustili dol. V teh stopnicah posebna konštrukcija, smo prišli sem dol na ladjico. Evo, tam je neka gusarska. Vidi, kakav brod je tamo priplul. Oni će to. Milan je vele majstor za slikanje. Nekaj drevja se še bori za obstanek. Evo, in malo prej je mimo pri nas podplula neka starinska ladja. Zdaj se pa špilajo turizem. In gledajo točno nad Evfrat spode. Vse to, kar je bilo, če si predstavljate, je bilo takole, kot je tam. Vse globje, recimo 50 do 60 metrov globje. Najvišji deli starega Hasankeyfa. Polovica ga je pod vodo. Novo so pa tam zgradili vrstne hiše. Stara kuhinja. Tu se je čepela okrog ognjišča. Strop je še črn. Gradili so od navzoter ven. Vidi se, kako so klesali vulkanski tuf. So bila okna, vrata, po zimi toplo, poleti veliko hladneje, kakor zunaj. V tem vremenu v zgornjem delu naselja, visoko nad Evfratom. Pa gremo učiti se še do mošeje. Veličastna. Je res, da je veličastna, ker te preseneti to na vrh hriba. Vidiš, koliko nagrobnih kamenčkov in kamnov. Tega zanimivega mesta, ki ima potopljen spodnji del, z ladjico nazaj. In gremo proti zadnjemu mestu našega potovanja. In to bom jaz dal. Zadnji izlet potovanja. Zadnji dan potovanja v Turčiji. Vstali smo malo kasneje. Tukaj smo se čekirali, dobili karte. Havalimani, to je po turško letališče. Je čudovito, veliko, sploh za ta kraj. Evo, in tle smo zdaj lepo, čakamo, malo klepetamo, nakladamo. Breda bo povedala, kako se zaključuje potovanje v Turčiji. Zadnji 10. dan letimo v hiši, kuči pjevajoči. Carigrad, ja, veseli, polni čudovitih vtisov te vzhodne
jugovzhodne Turčije, čudovito je bilo. Lepo potovanje, srečni smo, zdravi smo, zadovoljni smo. Super. In veselo domov. Hvala lepa. Tvoje mnenje je tudi moje mnenje. Kaj pa od Darinke mnenje? Deliš Bredino mnenje, da je bilo v redu? Čudovito, prekrasno. Odlično je bilo. Stvarno. Ja, res. Vznemirljivi. Ja. Res. In sem razmišljala zjutraj, ponavljala sem, kaj smo videli, kaj smo slišali. Ono knjigico od Oskarja sem začela čitati. Dobro, ne? Ja, ponovitev snovi. O, punce, kakšne lepe pupe, kam pa greste? Lahko grem z vama? Pejdi. S Turkish Airlines, poglej. In Darenka me je razveselila, ki je povedala, da dobimo prigrizek zraven. Ja, super. Ja, da bomo samo vodi, kakor sem. Prosim? Ne se preveč veseli. Keep your seatbelt fastened and visible until the seatbelt sign is off. When needed, you can release it as shown. Umbrella jack are given out by the cabin crew. Please switch your mobile phone. Iz Diyarbakirja gremo proti Carigradu. Zdaj smo prišli na letališko stezo. Kar lepa, moderna letališka zgradba. Pojačuje se zvok motorja. Evo, 200 na uro, vidiš? Evo, 230 letimo. To mora prav pri tej brzini, točno tej brzini mora dvigati letalo. In če da ga dvigne prej, je lahko ga preveč dol nese. Lejko se lepo vidi tle dol. Evo, hangari, ja, to so vojaški hangari, celo mesto, Diyarbakir. Voden ogled mesta, lepo mesto. Sončni kolektori se bleščijo. Čez celo mesto gremo. Evo, tle pa predmestni vrtovi. Evo, kakšne avenije imajo po Turčiji in tudi tukaj. Lepo. No, zdaj ima pa krogec nad Anatolijo. Z letala se lepo vidi velike zajezitve Evfrata in Tigrisa. Od hidroelektrarne do hidroelektrarne, od jeza do jeza. Tako da je izkoriščen ves hidroenergetski potencial. Ogromno je bilo potopljenih vasi, izseljenih doli, ampak so samostojne zdaj. Osrednjo turško planoto z glavnim mestom Ankara. Zdaj smo prišli do Črnega morja in to ob teh letoviščih Črnega morja se tle malo bolj v bujni vegetaciji bližamo Carigradu, Konstantinopolu, Istanbulu. To je vse ista pašta. Dol se vidi njihove avtoceste. Dobri so z infrastrukturo. Avtocesta, ogromna mesta. To je Istanbul že, ne? Ja, to je Istanbul že na azijski strani. Ogromna poselitev, milijoni ljudi je tle spodaj pod nami. Evo, tle so hiše, privatne, bolj bogatih, velike. To so pa ti, ki še prihajajo v mesto. Tam je pa mestni megapolis. Ja, ma to vidim, samo en majhen del.
Da, Egejska Turčija. Evo, tam je Bosporna užina. Tam pod krilom, po moje, je tam. Koliko jadrnic, čovnov, hidrogliserjev. To smo vse prevozili, da smo šli po Pergamona. Zdaj se šele videti, ko greš z ladjo, je veliko, ne? Zdaj pa vidiš, kako je ozek prehod do Črnega morja. Prav lepo se vidi, super. Ogromne zadeve. Kaj je tisto, oni antični štadion ali ni? A, vidiš tisto? Evo, pristati marina, gdje so te bolj bogate vile, stolpnice, plovni kanali. Evo, zdaj smo nad letališčem. Evo, točno pod nami avioni. Zdaj se bo šele videlo, kako je to ogromno letališče. Evo, ko so papirnati aviončki, so tle spodaj. To postaja počasi največje letališče na svetu. Če je to, ne vem. Sigurno je. Ne, kak je ogromno. Mora narediti krog, steza je prazna, letalska. Iš tam levo tudi, ki se vidi, je mogoče proti Bosporju, ne vem, kaj pa jaz vem. Evo, zgubljamo počasi višino. Vsako letališče ima svoj protokol, od kje prileti, kako prileti. Evo, 8-10 pasovne avtoceste, krcate. Evo, tle na tem koščku filma vidimo več avtomobilov, ko smo jih tam v celem tednu videli. Ne, obupno. Aha. No, zdaj se malo oddaljuje od letališča. Aha. Imamo že malo talne turbulence. Le med temi bloki kakšen park je narejen, ne? Vodni park, ne? Pljuča mesta, gozdovi. Če bilo v Sloveniji, bi bile pa še cerkvice po vrhovih. Nižamo let. O, zdaj smo pa že. Zelo blizu. Ne, 100 metrih. Evo, to so. Ja. 100 metrih. Lej, kaj avtocest je tlele. Se pa vse avtoceste do letališča. Evo, 50 metrov. Smo na letališču. Ja. Evo, 30 metrov. Ne še na to travo. Pazi, malo naprej. Dober, evo, dober. Zdaj pa na tla. Smo že na stezi. Da ne bo zmanjkalo. Evo, zdaj pa bremzanja. Vidiš, ko je dal flape gor, vse naenkrat. In vse motor je full forca za nazaj, ne? Ker če bi to žlajfo, bi vse odletelo. Pri navadnem zaviranju. Kar dobro je znižal brzino, tako da mora kar malo popustiti, ker če ne, bomo mogli pešačiti do cilja. Aha, evo. Že lahko dela ovink, je tako majhna brzina, kaj je to? Evo, to je že 61 na uro.
še manj. Ustavlja se čist. In smo lepo pristali. Zdaj samo nekje, da dobimo svoj parkirni prostor, da nas avtobusi odpeljejo u stavbo letališko. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili Flappy Doll. çocuklar, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz. Yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu Evo. umuyoruz. Emniyet Krila poravnat, da ni upora. kadar lütfen yerinizde kalınız. Kemerinizi bağlı tutun. In zdaj se vozi Başüstü dolaplarını s močjo açmayın. svojih motorjev. Elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz. Uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken dikkatli olunuz. Star Alliance üyesi Türk Hava Yolları ile Poglej, kje so letališke stavbe dol, 2 kilometra daleč. Ladies and gentlemen and dear children, welcome to Istanbul Airport, meeting point of the world. We hope that you had a pleasant flight. For your safety, please remain seated with your seatbelt. Zdaj se vozimo proti letališkim stavbam, tam v daljavi tega ogromnega letališča. Je kar nekaj vožnje, se pravi ne samo po zraku, tudi kilometri po tleh je tle narejeno. Po smo se priguncali pod letališko stavbo. Zdaj ne bojo na nas priključili ta tunelček in nas posesali noter, niti povohali ne bomo ta zrak istanbulski. Vse preko filtrov. Koliko letal naenkrat odleti tukaj iz Istanbula. Ogromno letališče, ogromno zvez s svetom. Ali sploh kdo še potuje drugače kot z letalom? No, me impresionira to letališče. Lepo, urejeno, arhitektonsko čudo. Lepo povezano. Evo, in iščemo potem te izhode. ABCD, leti, terase, trgovince. Tam piše duty free, teh trgovin se izogibe. Brez carine in so najdražje. Kako je to mogoče? Ker je vse tako lepo zapakirano. Avion in zadaj koliko letal se premika. Evo. Vse so kar udobni. Evo. Pa bomo leteli v sončni zahod v Slovenijo. No, peljemo se mimo ogromnega letališkega poslopja. Ura je 18:15 v Turčiji, 1 ura premaknjena proti nam, sonce je že kar nizko. Se pravi, nekaj čez 6. ura zvečer bomo poleteli od tukaj in 1,5 ure čez 7. bomo pa v Ljubljani. Zdaj gremo na štartni položaj. Lepo letališče ob morju je naredil zavoj proti letališki stezi. 150 na uro. Dvesto 30 in gremo. Mimo zadnje sončne žarke gremo proti zahodu, tako da to dalj časa traja. Na Brniku bomo verjetno v tebi klima v avtu oziroma v avionu. Gremo proti Ljubljani, čez pol ure bomo pristali. Oblačno, 20 stopinj. Pa smo prišli na Brnik. V mraku.
je 7:30 skoraj. Ladies and gentlemen and dear children, we hope that you had a